Budite lepo pozdravljeni v Gospodovom svetom imenu, v imenu toga, štere je zveste, štere svoje obećanja, štere svoje obljube izpolnjuje. Doživljate to? Jaz doživljam. In to, kako smo čuli, Bog je zveste. Po Božoj milosti smo znova leko tu zbrane v dome molitve, v Gospodovom dome. In tu v tom jutre ima Bog besedo za tebe, za tvoje življenje in za tvojo situacijo, v kateri se nahajaš. On te želi ohrabriti. On ti želi dati eno novo vipanje. Želi te ohrabriti, kaj se splača zavipati njime in živeti po njegovoj svetoj voli. Vsak dober dar, vse kar je popolno, daješ ti. Tako smo popevali in dragi moji, to je istina. To je večna istina. Vse, ko je dobroga, vse, ko je popolnoga, to prihaja od očeta luči, od našega nebeškega oča. Prejšnjo nedelo smo poslušali besedo o mladeniče, šteri je žalosten odišel kraj od Jezuša. Čuje Božji poziv, čuje Jezušovo pričakovanje iz njegovega življenja, ali odišel je žalosten kraj od njega. Poslušali smo o tom, ko smo v našem življenju postavili na prvo mesto. Ko v tvojem življenju zavzema prvo mesto. In zaključno navodilo je bilo iz prvega pisma Korinčanom, iz 10. poglavja in 31. vrstica. Prvo pismo Korinčanom 10:31. In to smo tako prešteli. To imamo takšen napotek zapisane za naša življenja. Naj si torej jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Vse, vsaki dan, na vsakom mestu, naj bo v življenje na prvo mesto Božja slava, proslavljanje Boga. In takšno življenje je večinoma zanimivo. Takšno življenje je tu razburljivo. In tako se je dogajalo enome Božjome človeku, šteri je postavil v svojem življenju Boga na prvo mesto. Šteri je postavil to, ko Bog uči, na prvo mesto v svojem življenju. Tej Bogu predani človek je šel skozi velike težave, skozi velike probleme, pa vseeno, poleg vsega toga je popolnoma vztrajal v svojem zavipanju njime. Pogledajmo eden dogodek iz življenja preroka Elije, šteri je bil posledica njegove poslušnosti Bogu. Znate, da mi Boga poslušamo, te se zgodijo posledice, takše ali pa načeše. In lahko stanemo gor ob štenjej Božje besede in preštejmo Božjo besedo v prvoj knjigi Kraljev, 17. poglavje, od 1 pa do 16. Prva knjiga Kraljev, 17, od 1 do 16. Božja beseda tu tako pravi za vsa naša življenja. Elija Tišbejec izmed naseljencev v Gileadu je rekel Ahabu: kakor živi Gospod Izraelov Bog, pred katerim stojim ali v čigar službi sem, ta leta ne bo ne rose, ne dežja, razen na mojo besedo. Na to se mu je zgodila Gospodova beseda, rekoč: pojdi od tod, kreni na vzhod in se skrij ob potoku Kerito, ki je vzhodno od Jordana. Iz potoka boš pil in krokarjem sem zapovedal, da te bodo tam hranili. Šel je in storil po Gospodovi besedi. Odšel je in bival ob potoku Keritu, ki je vzhodno od Jordana. Krokarji so mu prinašali kruh in meso zjutraj in kruh in meso zvečer, iz potoka pa je pil. Čez nekaj časa je potok usahnil, ker v deželi ni bilo dežja. Tedaj se mu je zgodila Gospodova beseda, rekoč:
Stani in pojdi v Sarepto, ki pripada Sidonu, in ostani tam. Glej, zapovedal sem neki vdovi tam, da te bo hranila. Vstal je in torej odšel v Sarepto. Ko je prišel do mestnih vrat, glej, je bila tam vdova, ki je nabirala drva. Zaklical je za njo in rekel, prinesi mi prosim vrč vode, da bom pil. Ko je šla, da mu jo prinese, je zaklical za njo in rekel, prinesi mi prosim še kos kruha v roki. Rekla je, kakor živi Gospod, tvoj Bog, nič pečenega nimam, samo prgišča moke v loncu in malo olja v vrču. In glej, nabiram suhljad, da pojdem in pripravim to zase in za sina, da bova pojedla in potem umrla. Elija ji je rekel, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. Kaj ti? Tako govori Gospod, Izraelov Bog, moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo, vse do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemlju. Šla je in storila po Elijevi besedi in dan za dnem so imeli jesti ona, on in njena družina. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo po besedi, ki jo je govoril Gospod po Eliju. Hvala ti, Gospod sveti, za tvojo drago sveto reč. Hvala te za te zapisani dogodek, šteroga smo prešteli, in hvala je tebe, ka vidimo, kako si ti zvesti, pomoreno razumeti tvojo reč. Tudi za nas osebno, vsakoga posameznika, in daj nam jo prenesti v svoje življenja, ka bi se držali tvoj obečanj, šera imamo zapisana v tvoje svetoj besede. Gospod, in to je največji blagoslov. Pomagaj nam, daj nam moči, ka bomo v tom tvojom blagoslovi resnično leko uživali vsak dan znova in znova. Amen. 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 Večina med nami, gelte, poznamo tej odlomek, poznamo tej dogodek. Že smo šteli od njega ali pa poslušali od toga dogodka, štere je tu zapisane. In tu v tom dogodku nastopajo pravzaprav 3 osebe. 4. kralja Ahaba mu samo omenili za voljo toga, ka je problem. Od problemov pa gelte neščemo učati. Neščemo učati, pa se niti neščemo ukvarjati z njime. Torej, kot prvo, najprej tu Bog, šteri je spregovoro. Bog šteri je pravo. In znate, Bog je ne samo inog spregovoro, pač pa Bog večkrat guči. Bog guči človeke in tu gnes guči tebe v točno tvoje življenje. In ti dole vidimo, tu je Božji služabnik Elija, štero mi je Bog gučo. Bog je njeme spregovoril in prek njega so se dogajale velike stvari. Tej Božji služabnik, šteri je poslušal Božji glas. Šteri je Bog gotov, ko je on gučo. Božji služabnik Elija, šteri je Boga postavil na prvo mesto v svojem življenju. In tu je tu vdova. Vdova, žena, štera je bila v enom nezavidljivom položaju. Znate, v tistem času je bila vdova tu brez vseh pravic. Bila je, leko jo je izkoriščal vsake. In je tu nagajo. In tu ta vdova je bila, znate, ko poslušna Božjome glase. Poslušna Božjome glase. In zakaj se to? Zakaj se to, ko smo tu prešteli in še dosta toga, zakaj se je vse to zgodilo? Zakaj se je vse to dogajalo? Poglednemo malo ozadje, zakaj je Elija tako agresivno reagiral. Ne redeža, ne da niti rosej.
dokeč ga ne povem. Zakaj je Elija bil tako agresiven? Pravzaprav ne Elija. Zakaj se je Bog tako odločil? Zakaj je Bog tako določil? V Izraele je v tistem času vladal kralj Ahab in za njega je tako zapisano v prvoj knjigi Kraljev, 16. bar pogledamo 30. veršoš in te tu 33. Za toga kralja je tako zapisano. Ahab je delal, kar je hudo v Gospodovih očeh. Slabši je bil od vseh, ki so bili pred njim. Slabši od vsej, štere so bili pred njim. In te 33. veršoš še več pravi. Dole pravi od toga človeka, od toga kralja, tak, Gospoda Izraelovega Boga je jezil bolj kot vsi Izraelovi kralji pred njim. To je bila situacija v Izraeli v tistem času. In kapitam mene in tebe, kako je v tvojem življenju? Kako je v tvojem osebnem življenju? Ali pa v življenju tvoje familije? Ali mogoče jeziš Boga, ga čemeriš stvarami v tvojem življenju, štere so ne po Božji voli, in je zato v tvojem življenju duhovna suša? Znate, Bog se ne da zafrkavati. Ne. Človeka leko, pa to je samo en čas, zavolo toga, kada nazaj. Človek, če ga malo zafrkavaš, hitro vrne nazaj. Boga se ne da zafrkavati. Posledica človekove predrznosti, kad tako povem, bar preštite, ko se je vse dogajalo v tistem času med Božjim izbranim izraelskim narodom. Preštite te dogodke in te videli, kakšne grozote, kakšne strahote so se dogajale in gnes je nikanej noči, samo še dosta više. Še dosta više. Bog se je odločil. Bog se je odločil, ka Izraelcom pokaže, što je njuf pravi vladar, što je njuf pravi gospodar, što je njuf pravi krav in po svojem služabnike, po svojem glasnike napovej, ka ne da deža, edino te do Elija povej. Do Elija to povej. Do se, kad to povem, Elija odloči, ali ne, da se Bog odloči in svojega služabnika uporabi za to. Tede je prišlo do spremembe. Leko bi pravili tok, kaj je to bila iz Elijova zelo takšna smela, ena predrzna izjava. In to je tudi bilo tok. Tok se je tudi to te občutilo, ali dragi moji, to je bila Božja beseda. Bog je spregovoril in to je Božja beseda bila in Božja beseda je dostakrat zelo ostra. Ostra, to je za moje, to je za tvoje življenje, to je za mojo, tvojo situacijo in od vsakoga poslušalca je odvisno, ko se to besedo včiniš v svojem življenju. Se pred Božjo besedo ponižaš, jo spremljaš ali pa ideš naprej po svojoj poti. Posledice so takšne ali pa drugačne. Za Izraela je bila posledica suša 3,5 leta. Zamislite si, 3,5 leta bi ne bilo deža. Če 3,5 mesece nega deža, ko se zgodi tu? Tom pa 3,5 leta. Suša in pa lokota, znate, je ne zajela samo Izraela, pač pa tudi Božjega služabnika Elija.
Tudi njega je vse to doletelo. Tudi on se je mogel za vsem tem soočati. Ja, tudi Božji otroci, tudi Božja deca, idemo skozi težave, občutimo dosta takšne nevšečnosti, tudi občutimo pomanjkanje. In v Elijovom življenju se je to vse dogajalo. Ali Elija je imel Božjo besedo. Elija je imel Božje obečanje. Bog njim je spregovoril, zgodila se mu je Gospodova beseda, to smo prešteli. Bog ga je nagovoril in v toj situaciji njim je dal nadaljno navodilo. Dal njim je navodilo za njegovo življenje, kako naj postopa, kako naj ide naprej. In dragi moji, da ti zaupaš Bogu, da ti svoje življenje posvetiš njemu, da ga postaviš na prvo mesto v svojem življenju. On da te vodo, on da ti gučo, on da te usmerijo, kako naj ideš naprej. Bog je poslal Elijo k potoke ga je poslal, gdje je bila ještě voda, poleg vse suše, to je bila ještě voda in Bog ga je poslal ta in še več. Bog ga je oskrboval vsaki den s kim? S kruhom pa z mesom. Za vojna in večer. Vsaki den v potoke pa je imel vodo, štero je pil. Ali opažaš ti v tvojom življenju, kad te Bog vsakodnevno oskrbuje z vsem potrebnim? Opažaš to v svojem življenju? Ali pa si misliš, pa jaz sem tako dober, jaz sem tako sposoben, jaz sem tako močen, jaz sem tako skrben. Vse to je Božja skrb za tvoje osebno življenje. Bog ti dava vse to, kad ti leko ustvarjaš, kad ti leko delaš. Bog ti dava to. To je Božja skrb za tvoje življenje. Bog je ponudil v tom primeru krokare, ptiče je ponudil. To so bili njegovi služabniki, to so bili Božji služabniki, štiri so skrbeli za človeka, štiri je Boga postavil na prvo mesto v svojem življenju. Ali tudi ta situacija ne je trajala dolgo. Ne je trajala v nedogled. Čez nekaj časa je potok usahnil, ker v deželi ni bilo dežja. In, dragi poslušalec, ta beseda je sporočilo tudi za tebe, tudi za tvoje udobje pri potoki obilja. Zavedaj se, kad tudi v tvojem življenju leko usahne, leko presahne vir tvoje blaginje. Zavedaj se, kad si ne ti gospodar, pač pa je nekak drugi gospodar. On dava sporočilo, on dava navodilo, kako se naj odločaš, kako naj ukrepaš v svojem življenju. Ga poslušaš? Ga bogaš? Delaš to, ko on pravi? Elija bi leko tom ostonil pri tom potoki, ki več ne bilo vode in se smilo sam sebi. Pa joj, kako sam zdaj Boge, pa kako zdaj meni slabo ide, pa nemam nej gestija, pa nemam več nej pitinja, leko bi tarno, leko bi se čemeril na Boga in tak naprej. Ali ne, dragi moji, Elija je imel odpreta svoja duhovna vija. Elija je imel odpreta vija in tako je leko čul Božji glas. Leko je čul Božji glas v svoje življenje. Bog ga je znova poslal ga je naprej. Zdaj ga pošilja k enoj osebi. Prle je bila njegova destinacija, je bila
je bilo mesto, je bil eden potok, zdaj pa je njegova naslednja destinacija vdova in to daleč kraj. Leko pogledamo eno sliko, ki bomo videli, kako daleč je Elija mogel iti. Okoli 200 kilometrov poti. Sliko, če leko vidimo, koma je Bog poslal v nadaljevanje Elija. In Bog ga je poslal z obečanjem, kada je tudi tom skrbo za njega. Od potoka Kerita pa do Sarepte je približno 200 kilometrov. Bog ga je poslal tam. In Božji človek je Bogu. In ta Sarepta, to je ne bilo več v Izraelu, to je bilo v tujem narode. V drugom narode je to bilo, ali Bog ga je poslal ta zavolo toga, kaj je imel načrt za njega in ne samo za njega. In dragi poslušalec, da se v službi Boga, da se v Božoj službi, da skrbo za tebe, se posede koma kole, da tebe poslo. Se posede, da skrbo za tebe. In tudi za Elija je skrbo. In gledajte, Elija je dobil novo sporočilo. Novo spodbudo je dobil Elija. Če glika tu več nika njega, če glika njega več vode, njega več hrane, Bog njeme pravi to, glej, zapovedal sem neki vdovi tam dole, 200 kilometrov skoraj dole, zapovedal sem neki vdovi tam, da te bo hranila. Aleluja! Ali ne to čudovito sporočilo? Bog ima nekakoga za tebe, komakoli te pošila, štere da tebe duhovno ohrabro. Ma nekakoga. Bog ima načrt za tvoje življenje, komakoli da te poslo. Bog ima to načrt, Bog ima to nekakoga, štere da poskrbo za tebe. Človeško gledano je tu bilo vse puno neznank. Pa sjuča, pa zdaj na takšno dolgo pot. Kako? No i geto iden. In razumen človek se ne bi podajal v takšno neznanko. Velte, kaj ne? Dostakrat premislimo preko, ko idemo na kakšno pot. Je to sigurno, vse to splača, bom imel uspeh na toj poti, kome se leko doleti na toj poti, kome se tom leko te čaka, če gli ta pride. Za Elijo pa to ne bila neznanka. Ne, za njega je to ne bila neznanka, za volo toga, kaj je imel on Božjo besedo, on je imel Božjo zagotovilo, on je imel Božjo sporočilo, on je imel Božje obečanje, šteroga se je on držal. Božjo obljubo. On se ne spitaval, kako, za koj geta, pač pa je Bogu. On je šel, poslušal je Božji glas. Ali si ti tako odločen v svojem življenju? Ko poslušaš Božji glas, komakoli te pošila, ko činiš za Božjo besedo, štero Bog goči v tvoje življenje. Elija ne znal, ko da ga pričakalo tom v Sarepte. On je ne znal, ko da njega, s kim da se mogo tom soočiti, ne znal, kakša je tom situacija, ne znal, s kim se, da se mogo tom soočati. On je Bogu Božji glas in je šel. To je važno za mene in za tebe. Da te Bog pošila, on da skrbo za tebe. Pa kakoli da se dogajalo, kakšakoli situacija. In tom da je čakalo resno ještě večje presenečenje. Tom ga je čakala tista katastrofalna posledica suše.
Štero se je tu mogel soočiti. Ale imel je Bože zagotovilo, imel je Bože obečanje, kak to obstaja nekak, štere da skrbo za njega. On je imel Bože zagotovilo in toga se je on držal. Znate, ta žena, šteroj ga je Bog poslal, je res sam bila v enoj brezupnoj situaciji, v enoj situaciji brez izhoda, v slabom položaju, v negotovosti za njeno bodočnost. Ale Bog je spregovoril tudi v njeno življenje, po svojom služabniku in ona je čula glas. Ona je čula glas in ga bogala. Daj mi piti. In ga je bogala, šlo je. In te pride ještě drugi glas za njo. In Božji služabnik je še nekaj skričil za njo. Daj mi tu geste. Tom pri potoki sem ga to semljal. Daj mi pite. Daj mi geste. In dragi moji, tu pride, te na površje vsa ta beda. Vsa ta katastrofa, vsa ta posledica suše. In pravi njim tak, ne imam ti kaj dote, ne imam ti kaj dote, samo prgišču mele, gledajte, eno prgišču mele imam za sebe, za mojega sina, to pripravim za najdva in te je konec. Te je konec. Kakša tragika enoga življenja, da ne vidi niti enoga izhoda več. Božjega služabnika Elijo je to najpreveč presenetilo. Zakaj? Zavolo toga, kaj je on imel Bože navodilo. On je imel Božjo besedo za svoje življenje. On je imel Božjo zagotovilo za svoje življenje. Bog ga je poslal. Bog ga je poslal gli ta. Gli k toj vdovi, gli v to situacijo. In Bog njim je prav, tako smo prešteli v 9. veršu še, zapovedal sem neki vdovi tam, da te bo hranila. Zapovedal sem vdovi. Bog je tisti, štere ima plan. Tudi za tvoje življenje, tudi za tvojo situacijo, v komkoli se nahajaš. In če ti ta vdova nema nika, Bog je zapovedal. Dragi moji, zavedajmo se toga, kaj Bog zapovedava, kaj Bog dava odgovore, kaj Bog moči v situacije ljudi, kaj Bog je tisti, štere spreminja situacije in da on zapovej, da on neka povej, on to tu uresniči. On to tu izpolni. In tu imamo človeka, imamo stališče človeka, štere je Boga postavil na prvo mesto v svojem življenju. Tako smo popevali v korusi. Nika mi ne manjka, nič mi ne manjka. No, kaj fali, če poglednemo materialno? Ne. Nikam ne fali. Hvala Bogu za to. Mnogim fali. Mnogi nemajo. Si hvaležen za to, kad ti resam nikam ne fali v tvojom materialnom življenju. Aleluja. Nikam ne fali. In žena pravi to, nič nimam pečenega. To pravi ta vdova. Samo prgišče moke v loncu in malo olja vrču. In glej, nabiram suhljat, da pojdem in pripravim zase in za sina, da bova pojedla in potem dole živela. Ne. To pogejva in te je konec. In umrla. Ali, dragi moji, Bog je na dele. Bog je na dele. Elija pravi toj vdove,
sporoči njej Božjo besedo, sporoči Božjo reč v njeno brezizhodno situacijo in pravi njej to, pojdi in stori tako. Idi pa to včini. Ali ne je tu konec toga, ko Bog uči. Pravi, ali najprej. Elija je rekel, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla. Vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. Če bi se tu dogodek končal, če bi se tu to poročilo končalo, če ne bi bilo nadaljevanja, bi to bila največja tragedija. Bi to bila največja, kako povem, sebičnost Elije. Najprej poskrbi ti za mene, za sebe bo že te. Najprej za mene, te za svojega sina, pa za sebe. Dragi moji, ko leko ostane od ene prgišče mele in od malo olja. Pa to je najzadosta za enoga. Gdje pa ti ještě za 3? Najprej za mene. Najprej za mene. Dragi moji, ali dogodek se tu ne končal. Haleluja, haleluja. Dogodek je tu ne končan, prihaja. Ko prihaja nadaljevanje, Bog ima še nekaj povedati v to situacijo. Bog ima še nekaj povedati tudi v tvojo situacijo, tudi v tvoje življenje. Bog še ne končal svojim govorom, s svojim posredovanjem. Ne, Bog je še ne zaključil. Odločilno v toj situaciji, dragi moji, zavedaj se toga, je to najprej meni kolaček. Koga postavljaš na prvo mesto v svojem življenju? Najprej meni kolaček. Dragi poslušalec, odločilno za večnost je najprej Gospod, najprej Bog, njega postaviti na prvo mesto v svojem življenju. Da se tako odločaš, da tako postopaš v svojem življenju, znaj, da imaš Božje zagotovilo, štero pravi to. Kaj ti tako govori Gospod, Izraelov Bog, moka v loncu ne bo pošla in olja vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo. Bog, ne človek, da je Bog posegnil, da je Bog posredoval, teda je prišlo do prave spremembe. Dragi moji, dragi poslušalec, koliko je s tvojo zalogo? Koliko je s tvojo zalogo v tvojem življenju? Koliko si ti preskrbljene z moko v tvojem osebnem življenju? Ne iz glotkov ali pa ostrov melov. Ne iz pšeničnov ali pa rženov, ne iz kukrčnov ali dinskov ali pa pirinov melov. To so vse potrebne stvari, ali ještě je nekaj več. Koliko si preskrbljeni z duhovnimi sestavinami, z duhovnimi hranilnimi stvarmi v tvojem življenju? Kakša je zaloga tvojega olja? Ne jedilnoga, ne tikvenoga, ne sončevničnoga, ne kurilnoga olja. Ja, to je aktualno zdaj. Ne plinskoga olja, nafte. Se to nucamo, ali na duhovnem področju je odločilno, kakša je tvoja duhovna rezerva. Koliko si preskrbljeni s svetim duhom v svojem življenju? Bog
obećava, ka poslušnost njeme. Ko poslušnost njeme. Po poslušnosti njeme. On poskrbi za te naše fizične, materialne potrebe. Ja, on poskrbi in to doživljam v svojem osebnem življenju in znov, kad tudi vi to doživljate, moka v loncu ne bo pošla in olja vrču ne bo zmanjkalo. Dragi moji, ta žena, ta vdova se je v svojoj brezizhodnoj situaciji zgrabila za to Božjo obečanje, za to Božjo obljubo, zgrabila se je za to rešilno bilko, zgrabila se je za to Božje obečanje za svoje življenje in splačalo se je. Dragi moji, splača se vrvati Božjim obečanjem, štera imamo zapisana v Božoj besedi. Videli smo na začetku toga bogoslužja, ništerne, ne vse, ali splača se vrvati Božjim obečanjem in jih sprejeti za svoje življenje. Vsi mi smo, dragi moji, v istom brezizhodnom položaju. Vsi. Celi ete svet. Vsi se nahajamo v enoj duhovnoj suši, štera grozi, kada uničila se. Mnoge Ahabe dnešnjega časa delajo stvari po svojoj voli in se ne zmenijo za Božja opozorila, ne zmenijo se za moralno, za duhovno, za medčloveško sušo, štera vlada po celom tom svete. Živejo naprej, tako, če bi nikaj od toga ne bilo. Ale, dragi moji, tom je poslušnost Božoj besede. Tom, gdje se posluša tej Božji glas, gdje se posluša Božji govor, tom se dogajajo neverjetne stvari, čudovite stvari se tom dogajajo. Šla je in storila po Elijeve besedi. Ta vdova je poslušala Božjo besedo, poslušala je Božji glas, bila je poslušna Božoj besedi. Šla je in storila po Elijeve besedi. In gledajte rezultat toga. In dan za dnem so imeli jesti. Što? On, znači Elija, in cela njena družina. Aleluja. Ali ne je to čudovito? To je naš Bog. To je Bog, to je živi Bog. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo. Zakaj? Zakaj se je to zgodilo? Po besedi, ki jo je govoril Gospod. Beseda, štero Bog pravi po svojem služabniku Eliji. Beseda, štero goči Gospod v tvoje življenje. Božja obečanja v njegovoj besedi. Videli smo ništene na začetku. Poslušaš Božjo besedo, ti jo ubogaš. Jezus je v enoj priložnosti to probal. Takšen nasvet je dal, takšno navodilo. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. Ja, Božje kraljestvo je pravičnost, ne korupcija. Ne, Božje kraljestvo je pravičnost. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in za vse drugo, da se Bog poskrbo. Aleluja! Za vse drugo, da se Bog poskrbo. To je Božja reč, to je Božje obečanje. Jo boš spremljal za sebe, za svoje življenje. Boš toj reči vrvo, splača se. Šla je in storila po Elijeve besede. In dan za dnem
Ne samo tisti trenutek, ne samo trenutna situacija bila razrešena. Dan za dnem so imeli jesti ona in on in njena družina. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo. Po besedi, ki jo je Gospod govoril po Eliju. Dragi moji, v mojem in tvojem ravnanju, v mojem in tvojem vsakodnevnem življenju je preizkušnje vera v to, ko Bog pravi. To je preizkušnja, moja vera. Ali mu veril v to, ko Bog pravi? Mu poslušal to? Mu se držal tej Božji obečanj? Mu zavipali Bogi ali pa napravili dole po svojem? Neposlušnost Bogu, življenje po svojoj voli prinaša sušo, prinaša pomanjkanje, prinaša duhovno katastrofo. Poslušnost Bogu, poslušnost njegovoj reči, pa dragi moji, prinaša pravi blagoslov in večno življenje. To je Božja obljuba za tebe osebno. Ko boš ti izbral. Amen. Lahko sklonimo glave k molitve. In zdaj, da smo tako izzvani skozi Božjo besedo, se pitaj, ali resno ga zavipam popolnoma Bogu, ali se držim njegove besede, njegovih obljub, katere je on po svoji previdnosti in ljubezni zapisal, točno za mene, točno za tebe, točno za tvojo situacijo. Če nicaš v tom, kaj bi rekel, popolnoma zavipal Bogu, če nicaš pomoč v molitvi, ali če si se ještě ne odločil, kaj boš ga sledil, neko to včiniš zdaj. In Bog da svoja obečanja izpolnil. Želeš, da se molimo za tebe? Lahko zdigneš roko. Amen. 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 Haleluja. Bog vidi tvojo situacijo. Bog pozna tvojo situacijo in te želi peljati za svojo mogočno rokov naprej. O nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebe, da ne samo v zgodovini, ne samo v Elijevem času se delo čudovite stvari, se delo velike stvari, se delo čudeže, pač pa tudi dnes v mojem, v naših življenjih delaš in želiš delati čudeže. Pomagaj mene, pomagaj vsakome med nami, kamo popolnoma zavipali tebe, kamo se držali tvojih obečanj, kamo v teh obečanjah z veseljem šli naprej, da se nemo spitavali z ukoj, kako, pač pa zavipali tebe. Pomagaj nam, kada je naša vera trdna, osnovana na temelji, šteri je Jezus Kristus, naš odrešenik. Blagoslovi ti vsakoga, šteri je zdaj tu prisoten, v njegovoj potrebi. Blagoslovi vsakoga, šteri posluša tvojo besedo. Naj ta beseda napravi pravo spremembo. Naj ta beseda napravi to, ko nišče drugi ne mre. Zato, kad ti si Bog, šteri delaš čudeže ešte dnes. Hvala je tebi za to in hvala ti, kad boš naprej z nami. Amen. Amen. Bojte blagoslovljeni v Gospodovom svetom imenu in z Božjimi obečanjami naprej. Splača se, dragi moji.